Dober večer, lepo pozdravljeni. Lepo je videti tako lepo zasedbo v muzeju. Pred kratkim smo, kot veste, sklenili dogovor, da bo izbor nagrajencev festivala Brumen umeščen v zbirko Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in smo rekli, da bi ob tej priložnosti morali narediti še kaj drugega. In na nek način smo vsi vizualci že več let frustrirani s tem, ker se svet pred nami spreminja in se nam zdi, da bi lahko več sami prepomagali ali pa bili vključeni v to, da bi bil boljši. In eno so seveda zakoni, pa regulative, pa pravila, ki se določajo, pa se nekje se ne določajo, ampak tudi če se določajo, se spoštujejo, pa se krčijo. Ampak drugo pa mislim, da je potrebno pa učinkoviteje, da se misli pa ideje spravijo v javnost, pa da se o njih govori. In zato mislim, da je tak dogodek fin in v tem smislu smo se tudi pogovarjali, da bi ga izvedli. To je seveda tek na dolge proge, zato upam, da bomo še več takih dogodkov izvedli in da se bomo še večkrat srečali in o tem pogovarjali. Zdaj pa ne bom predolg, pa bom kar besedo predal današnjim protagonistom in vam želim en lep večer. Ja, pozdravljeni na prvem srečanju. Od zamisli do nagrade v organizaciji Fundacije Brumen, pa seveda hvala Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Tokrat vas gostimo na temo tipografija in sicer z avtorjema. Na začetku govorim o dvojini, zato ker kasneje se nam bo pridružil z eno rošado še tretji avtor. Ampak za začetek, za prste oblizniti z Aljažem Vindišem, tukaj na moji levi, dobitnikom velike Brumnove nagrade, za projekt časopis, oblikovne zasnove časopisa, študentskega časopisa Tribuna na 5. Bienalu vidnih sporočil Slovenije, pa istočasno je še v kategoriji črkovne vrste dobil Brumnovo nagrado takisto na istem projektu in sicer za črkovno vrsto Tribunal. Potem tamle malo bolj oddaljen je samo Ačko, dobitnik Brumnove nagrade 2 leti pred tem za diplomsko delo črkovne vrste Bad News, takrat še fiktivnega, pa zaenkrat še vedno fiktivnega naročnika časopisne hiše Dnevnik. Odpovedal sodelovanje je Ermin Medžedovič, Matevž Medja pa se nam malo kasneje pridruži. Zdaj za začetek pojasnilo, kaj to je. Gre za neke sorte hibrid. Na začetku, v prvem delu bojo to pač krajša predavanja, krajše predstavitve, v drugem delu ob dodatnih projektih za repete se bo pa ta zadeva prelevila v neke sorte okroglo mizo s sodelujočimi iz publike. Zdaj, zakaj smo prišli do tega hibrida, do te žabe dvoživke? In sicer, ker želimo ob tako specifični, hermetični temi, kot je tipografija, aktivirati čim večjo javnost, no vsezadnje ne nagovarjamo tukaj zgolj oblikovalcev, zgolj tipografov, ampak nagovarjamo tudi širšo publiko, med drugim tudi naročnike, katere skušamo ozavestiti o dosegu, o pomenu oblikovanja črkovnih vrst, pa seveda tudi tiste mogoče najmlajše slovenske študente, ki nosijo najglobljo tisto rano nekomunikacije, zadržanosti v takšnih prilikah, kot je današnja. Zato me malo spominja na ene polpretekle čase, že kar pretekle, ko smo se ravno tako družili v podobnih srečanjih. Tako da vse tiste, pa vse tiste, ki ste danes prvič, prosim, lahko vskočite med samo predstavitvijo ali pa kasneje v tretjem delu, ko bomo zadevo še posebej razširili v publiko, sprašujte, jaz tam gor si zapisujem vse, ki ne bojo.
Tako da za vsakega, ki ne bo postavil dobrega vprašanja, bom jaz postavil še 10 slabših. Za začetek bom dal besedo Aljažu Vindišu. Sicer pravkar zaključuje diplomo na oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in vzporedno vzpostavlja neko samostojno prakso. Do nedavnega smo ga poznali kot likovnega urednika zelo uspešnega projekta Tribune. Sam ga poznam že res tam iz Jurasa in Krede, iz časov tipografskih delavnic, najprej kot udeleženca, kasneje kot odličnega somentorja, kar seveda pomeni, da mu podajanje znanja ni tuje. In v prvem delu nam bo predstavil črkovno vrsto za Tribuno, njena specifična izhodišča, pa seveda tudi stran poti teh pogumnih, pa včasih pogubnih raziskav, pa seveda končni rezultat. Tako da beseda je tvoja. Ja, lep pozdrav vsem. Najprej hvala Tomatu za predstavitev. Samo sekundo, da tole odpremo. Torej, kot je Tomato že povedal, bom predstavil projekt, ki je bil delan za časopis Tribuna in sicer črkovno vrsto Tribunal. Ta projekt, čeprav je bil delan za časopis, je v kontekstu načrtovanja črkovnih vrst za časopise precej unikaten. Sam bom potem pokazal malce drugačen primer, ki je bil v nekaterih ozirih tudi precej bolj kompleksen, ampak kar je bilo zanimivo meni osebno pri tem projektu in kaj ga dela unikatnega, je predvsem okoliščine, v katerih se je zgodil. Zdaj, v osnovi bo ta kratka predstavitev obravnavala, kako se razvije črkovna vrsta za znanega naročnika. Obstaja še druga opcija, ko nimaš znanega naročnika, ampak o tem se danes večinoma ne bomo pogovarjali. Pokazalo pa predvsem to, kako so neke omejitve, ki so lahko tehnične, estetske, časovne, finančne, včasih pa tudi vse hkrati, tiste, ki vplivajo na to, kako se potem odločiš pri oblikovanju za ali formalne rešitve ali pa za tehnične. Zdaj, slučajno tisti, ki ne poznajo nujno terminologije tipografske, črkovna družina, kot piše, je skupek sorodnih črkovnih vrst, rezov, ki so zristane po istem črkovnem skeletu, se pa razlikuje v tipu, namenu, debelini in naklonu. Kasneje bom razložil, kaj. Zakaj je bil povod sploh za ta projekt? Časopis Tribuna, ne vem, koliko poznate, ima že precej dolgo tradicijo, potem so ga pa 98. za 11 let ukinili in ko smo ga pred 2,5 letoma ponovno oživili, ni za njim ostalo ničesar. Nič. Denarja, predlog, nič. In vse smo v bistvu mogli začeti z nule. To je tudi pomenilo, da smo imeli blazno omejen proračun na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani in se zaradi tega nismo mogli privoščiti nakupa licence za črkovno vrsto, ki je izdelana posebej za časopise. Ker so neke specifike pri tisku, pač ne moreš uporabljati, ker črkovnih vrst, ki jih imaš na računalniku privzeto. Potem smo našli eno črkovno vrsto, za katero smo rekli, ok, ta bi pa bila, to nas pa zanima, bi pa tole kupili in tik preden sem kupil, sem ugotovil, da nima vseh šumnikov, ki jih rabiš za stavljanje raznih imen, recimo vzhodnoevropskih ali pa priimkov, ki se pojavljajo v časopisu. To sem pisal Zuzani Ličko z založbe, ki prodajala črkovno vrsto, če bi lahko pač razširili za nas, pa dodali te znake, njene odgovor je bil takšen. Zdaj, glede to, da je ta črkovna vrsta imela 32 rezov, lahko 32x300 zračunate, pa če je celoten proračun Tribune za tisto leto bil 60 000 evrov, pač ne gre, ni šanse. Pa sem vprašal optimističen, če se da kakšne popuste dobiti slučajno, pa rekla, ne, da pač tako je, In potem smo bili mi malo v temi, kaj za vraga naj naredimo, bili smo pa 2 meseca pred izdajo prve številke. Na kar sem jaz predlagal uredništvo, da glede na to, da kot je Tomato omenil, sem včasih hodil na delavnice, kjer sem se precej stvari naučil, da kaj pa če bi jaz probal mogoče prvič na realnem projektu izdelati črkovno vrsto, ki bi bila dejansko v uporabi.
Koristi tu seveda vzajemna. Časopis dobi črkovno vrsto, jaz dobim pa realne izkušnje, pa nek realni izdelek, ki ga lahko kažem naprej. Uredništvo je bilo za in tako smo začeli v bistvu 2 meseca pred izdajo prvega časopisa. Zdaj, kdorkoli, ki je kdaj risal črkovne vrste, 2 meseca pred izdajo prve številke bo pač vedel, da je blazno malo časa. Mi smo seveda zaradi tega, da bi ta kratek čas kar najbolj izkoristili, se zelo pragmatično lotili zadeve in šli čist kategorično najprej po analizi omejitev, ki nas omejujejo. Ne bom jih posebej našteval, če boste uspeli prebrati, katere so, drugače jih imam takole poudarjene. V osnovi gre za omejitve v tisku, gre omejitve v vsebini, glede tega, kako dolge so vsebine, kakšnega jezika so vsebine in podobno. Pa kaj je bilo tudi nujno vedeti, je to, da mi smo imeli samo en poskusni tisk, torej samo enkrat sem lahko testiral zadevo, preden je šla dejansko v časopis. Kar sem pa imel prednost je pa to, da sem bil hkrati likovni urednik tega časopisa in sem zato lahko vsak mesec sproti razvijal črkovno vrsto naprej in tako izkoristil vsako številko, da je bila v bistvu vsaka številka spet poskusni tisk. To je tisto, kar je unikatno na tem projektu, namreč bralci so lahko z nami, z uredništvom vred v bistvu iz meseca v mesec spremljali, kako se črkovna vrsta razvijala. Kar je mene osebo presenetilo, je to, da so bralci dejansko opažali razlike in so dejansko komentirali nekatere zadeve, ko je kakšna črka se spremenila, ne? Kar je precej redko v našem poslu. Izhodišča na podlagi analize omejitev so bila takšna, da so poskušala znotraj nekih formalnih rešitev rešiti čim več tehničnih zapletov, ker nismo časa se ukvarjati z nekimi dodatnimi tehnološkimi rešitvami, je bilo treba že v sami formi črke te stvari rešiti. Kar je seveda po tem, ko smo zastavili vse omejitve in lastnosti, ki bi jih želeli, sem se potem lotil samih skic. Tu je v bistvu točka, kjer se dejansko razvije sama črkovna vrsta. Tu vse te risbe, v bistvu, ki jih gledamo, niso proste skice, ampak so skice na podlagi vseh tistih parametrov, ki smo jih mi napisali. Gre se samo za to, da skozi vajo v bistvu v risbi iščeš, kako te omejitve prevesti v končno formo. Sčasoma so postale vedno bolj detaljne, vedno bolj natančne. Kar so bile zadostne, da sem lahko šel v računalnik, pa v računalniku zrisal prve najpomembnejše znake, s katerimi lahko potem nadaljuješ vse ostalo in izdelal prvi poskusni tisk. Zdaj, kasneje boste videli razliko, ker je en podoben slajd, kjer se na veliko vidi črke, kako močno so se črke skozi mesece, skozi vse popravke spremenile. Ampak kljub temu, da to danes, ko gledam nazaj, me zmrzi, ker je grozno. Ampak nema veze, začeli smo nekje in kar je pomembno je to, da seveda smo sproti ves čas delali korekture. To niso nujno samo moje korekture, sem dal tudi drugim korekture za delati. Zato, ker včasih, ko delaš nekaj tako dolgo, nekaj že ne opaziš več vseh napak noter. No, potem, ko so, recimo, da prve te najpomembnejše korekture bile narejene, potem lahko gremo bolj na detajle, pa sem v nekih poskusnih prelomih zadevo sprintal na lasercu, ki ima precej dobro ločljivost, da lahko opaziš, kako se črka na mali velikosti obnaša in dela korekture tudi na tem nivoju. Zdaj, tole izgleda precej hiter preskok, ampak to je bilo 12 mesecev dela vmes, da je prišlo do sem. Od te točke naprej je seveda bilo še ogromno nekega, še ogromno dela na formi, da sem jo izčistil, da je postala še bolj natančna, da se je na zaslonu čim boljše obnašala, ker sem se kasneje lahko posvetil tudi samemu zaslonu veliko bolj, ko so bile osnove postavljene. No in pri končni zasnovi potem gre za pokončne in kurzivne reze, ker nisem imel časa, da bi lahko ogromno število rezov delal. Samo bo pokazal recimo projekt, kjer je naredil veliko število rezov. Jaz pač nisem imel te možnosti, sem zato te reze naredil tako, da lahko ne glede na to, kje se jih uporablja,
torej za tip tiska in podobno. In pa ne glede na to, ali je na zaslonu, kar najbolje rešujem probleme tiska ali pa zaslona z temi črkami. Seveda to pomeni, da na povečavi zna marsikaj izgledati malo nenavadno, glede na neke konvencije, kaj naj bi bila. Zelo dobra risba v tipografiji, pa vendar je to nekaj, kar je v bistvu dalo tej črkovni družini poseben karakter in ni nujno nekaj slabega. Tukaj so označene potem nekatere čisto formalne rešitve, ki rešujejo ali probleme zalivanja, pomeni recimo tamle pri N-ju, ko je označeno, ko prideta potezi skupaj, se lahko črnilo recimo pri tisku razliva, pa je zaradi tega steblo od zgoraj dejansko stanjšano, do tega, da F recimo nima zaključka, kar pomeni, da ne rabimo nujno ligatur. Ligatura je stik dveh črk, ki ga lepše zrišemo, ker bi se sicer te dve črki zabili med sabo in podobno. Kar lahko pazite tudi, da so vsi zaključki vedno horizontalni ali pa vertikalni, to je čisto zaradi zaslona spet. Ne. Če ima horizontalno in vertikalno metriko in črke tej logiki sledijo, je takoj manj težav z pač tem, kako se črke kažejo na samem zaslonu. Črkovna družina ima 4 debeline. Za potrebe tribune je bilo to več kot dovolj, pa načeloma sam do te točke, kjer je prišla ta črkovna vrsta, tudi ne vidim potrebe, da bi imela več, ker je bila kot taka že v osnovi zamišljena in zato tudi temu ustrezno deluje. Pomeni pa, da ima pa določene omejitve in ni nujno aplikativna na vse časopise kar tako. Tole seznam vseh znakov, ki so v končnih rezih, da spodaj imate en majhen izračun, koliko znakov to nanese. Ves projekt je trajal približno 25 mesecev, da je tako daleč, da sem lahko oziroma sem tik pred tem, da dam trenutnemu likovnemu uredniku končano črkovno vrsto in da je pripravljena tudi za to, da je mogoče pošljem kakšni založbi, če bi bila zainteresirana za njeno objavo, pa da se lahko da v prodajo in da jo uporablja tudi kdo drug. Tukaj zdaj vidite končne forme na večjo recimo, pa če se spomnite, kako so bile na začetku zelo grobe, se tukaj živi risba, ki je pač precej ostro zrisana. Samo uporabo pa si lahko potem kasneje pogledate pri meni, ker imam tiskane edicije Tribune s sabo, stare in nove, pa lahko vidite na lastne oči, kako izgleda, ker projektor vam tega ne bo pokazal. Tako da, hvala. Tamle še dlje skoraj v Ugandi je pa Samo Ačko, oblikovalec vidnih komunikacij in črkovnih vrst. Ravno tako je diplomiral, on z razliko od Aljaža že, na Akademiji za likovno umetnost in sicer na temo oblikovanja časopisa in časopisnih črkovnih vrst, za kar je tudi takrat prejel študentsko Prešernovo nagrado, pa predtem nabil za zasnovo informacijske sheme avtobusnih prog Ljubljane, nagrado za najboljše študentsko delo. Po enoletnem bivanju v Ugandi, ker je sodeloval z eno slovensko organizacijo Ederiso in počel pač stvari, ki bi bile ravno tako zaslužne oziroma primerne za eno takšno predavanje, sta ga služba in pa deklet, tako da hvala Tjaša, pripeljala nazaj v Ljubljano, kjer dela kot likovni urednik časopisa Dnevnik in v prvem delu vam bo predstavil svoje diplomsko delo. Hvala. Bolj kot diplomsko delo bom poskusil osvetliti ozadje nastanka take črkovne vrste v kontekstu nekega časopisa, ker to je projekt, ki je v bistvu izdelan parametrično, je narejen se pravi po meri časopisu Dnevnik, tako v tehničnih lastnostih kot v identitetnih. Zdaj, najprej sem hotel malo pojasniti, kakšni so razlogi za naročilo črkovne družine, ker
To je najpogostejše vprašanje, ki ga dobim. Ne, zakaj še eno tipografijo, če jih je pa toliko na svetu, se to vprašanje že vsak tipograf slišal. Razlogov je več, jaz sem tukaj napisal 3, ki so najpomembnejši. Ekonomski, doseganje večje prepoznavnosti in prestiž. Zdaj ekonomski, zakaj ekonomski? Ker je v bistvu v določenih primerih tipografija zelo poceni legalna rešitev, kako podjetje bolj učinkovito vizualno komunicira. Recimo v nekem podjetju, ki ima 500 računalnikov, na katerega je potrebno inštalirati črkovno vrsto, to je recimo, če vzamem tak slovenski primer, 200 računalnikov, v primeru časopisa Dnevnik, se točno številke ne vem. Jaz sem naredil en tak hiter izračun, preden sem prišel, če pogledamo sedanji časopis Dnevnik, vrednost vseh fontov, se pravi vseh rezov in tako dalje, za 200 računalnikov pride nekje 4-5 tisoč evrov brez lokalizacije. Prej smo slišali pri Aljažu, da lokalizacija je 300 evrov na rez. Jaz sem ta izračun naredil za 10 rezov, kar pomeni, iz 4 tisoč prideš na 7 tisoč za lokalizacijo. Potem pa še, seveda, sem gotovo, da časopis Dnevnik trenutno ne uporablja samo 10 rezov, ampak mislim, 14. In v glavnem, hitro se nabere ti stroški, ker govorimo o legalni uporabi, se pravi, ne tisto, ko kupi oblikovalec eno licenco in potem jo skopira na vse računalnike, licence se prodajajo na en računalnik. Ok, dovolj o tem. Doseganje večje prepoznavnosti se mi ne zdi toliko zanimiv razlog za tipičnega slovenskega naročnika, čeprav pač vse večje podjetja gradijo prepoznavnost na tipografiji. Audi, Mercedes, Apple je zelo prepoznaven, sicer po neki dokaj generični tipografiji, ampak je predelana za njih. Skratka, ta prepoznavni nagovor v veliki meri gradi tipografija. Tretji razlog, prestiž, je pa tega ni za zanemariti pri naročnikih, ker po mojih izkušnjah, če direktorja kaj zanima je, ali bo stalo manj, pa drugo je pa, če nekako zadovoljuje narcisoidnost tega namišljenega direktorja. Se pravi, to, da lahko direktor reče, mi imamo pa svojo tipografijo. Kaj pa likovnega urednika? Likovnega urednika, to je celo niže na lestvici. Zdaj, ko si v tej poziciji namreč. A ja, likovni urednik ima tudi rad svojo tipografijo. Ja. V mojem primeru to zelo dobesedno, če to še ne morem uporabljati. Ampak, recimo, mislim, da v primeru Dnevnika, ko se dogaja ta proces nabave tipografije, bil likovni urednik še Ranko Novak, in jaz mislim, da ste moral malček pihati na dušo tudi kakšnemu direktorju, da je sploh postalo zanimivo, da so ljudje začeli razmišljati o tem, da je stvar bolj poceni, ker drugače tipografija si lahko mislite čisto izven zemljevida in direktorjev, in novinarjev, in urednikov. To je nekaj nepomembnega, v vsakodnevnem... Kima. Ja, vse. Ja, lahko povem. Zdaj, pač prej sem rekel, doseganje večje prepoznavnosti, to je bolj za oblikovalce zanimivo. Če pokažete direktorju ali uredniku te 3 vrstice, se prav veliko ne bo odzval, ampak mi pa lahko takoj prepoznamo Guardian. Tam vmes v drugi vrstici verjetno marsikdo prepoznal New York Times v zgornji in londonski Times v spodnji. Se pravi, čisto strokovnega stališča je jasno, zakaj. Ne vem, lahko naredimo en hiter test, lahko dvignete roke vsi tisti, ki se ne ukvarjate z oblikovanjem, čisto da vemo, s kom govorimo. Ok, nekaj vas je. Ok, 14.
zelo dobrodošlo, če kakšno vprašanje vmes, ne vem. Jaz rečem kerning, pa vi rečete, kaj pa je to. Lahko dvignemo tudi roke za vsako tako posamezno. Ja. Kakšna je vloga črkovnih vrst v časopisu? V bistvu precejšnja. Ne? Časopis je sestavljen, se pravi stran časopisa sestavljena iz osebine, iz opreme, se pravi fotografija, ilustracija, infografika, oblikovanje pa nek vezen člen vsega tega. Ne? Zdaj, če mi odzamemo strani tipografijo, pač ostane zelo malo prepoznavnih elementov, se pravi elementov, ki tvorijo vizualno identiteto časopisa. Če vzamete stran še fotografije, ostane samo en skupek črt. Se pravi, da če časopis hoče doseči prepoznavnost pri bralcu na ravni identitete, mora to storiti predvsem skozi tipografijo. Ne? In, zdaj se vračam na to sliko, ne? Sicer sem vam že vsem povedal, kjer je, ampak sej, mislim, da tisti, ki berete, ste vsaj videli enega od teh časopisov, ste takoj prepoznali specifičen karakter, s katerim pač po domače povedano, če pogledate Guardian, veste, da je Guardian zaradi tipografije. Ne? To je predvsem to, kar ga loči od ostalih. Zdaj, kako je nastal koncept, iz katerega sem potem razvil vse možne in formalne in funkcionalne lastnosti tipografije za dnevnik. Dnevnik je nek levosredinski časopis, recimo, da je glavni konkurent Delu, v praksi pa se razlikuje, ne? Nima tako mlade publike kot Delo, kar pomeni, da gre za časopis s starajočim bralstvom, in nima tako izobraženih, tista vertikalna linija, se ste opazili, je sredina, ne? Delo ima več kot pol bralstva, ki je više visoko ali izobraženih ali šolajočih, ne? Potem kot dnevnik ima teh komaj za tretjino. Ne? To pomeni, da če mi želimo z redizajnom, v katerega bo vključena ta tipografija, zmotivirati neke bralce, ki jih nimamo, ne? Oziroma tako bom rekel, karakter je moral biti tak, da bo zmotiviral tiste bralce, ki jih nimamo, ne? Hkrati pa ne odbijati bralcev, ki jih že imamo, in to so predvsem starejši bralci. Ne? Zdaj, pri teh dveh publikah je vredno omeniti to, da starejši bralci so dejansko bralci. Oni vzamejo časopis v roke in berejo časopis in jih ne zanima, kako zgleda, jih ne zanima, kakšen je karakter črke, jih ne zanima velikokrat niti kaj na fotografiji, oni berejo. Medtem ko mlajši kot je bralec, bolj ga lahko zmotiviraš s tem, da je časopis revijalen, ne? Ker mladi predvsem gledajo v začetku, brati začnejo kasneje. Iz tega sem pač izpeljal, da če hočemo motivirati mlade bralce, moramo to storiti na ravni naslovov, kjer lahko pri naslovih so črke večje in pri večjih črkah lahko lažje ustvariš ali komuniciraš karakter črke. Lažje je z črko naslavljati neko generacijo ali nek segment bralstva. Medtem ko pri starejših bralcih, ki jih pač to ne gane, njih pa nočeš z nekim izjemno sodobnim karakterjem odbijati od branja, ker berljivost je v veliki meri odvisna od tega, na kaj ste vi navajeni. Se pravi, če
celo življenje berete tekste v Times New Romanu, bo Times New Roman najbolj berljiva tipografijo, ne nujno zaradi tega, ker je po svoji konstituciji najbolj berljiva, ampak zaradi tega, ker ste jo najbolj vajeni. Pač predpostavka je bila, da če starejši bralci, ki veliko berejo, so bolj vajeni klasičnih tipografij, ki se uporabljajo v knjigah, ki so se uporabljale do nedavnega v časopisih. Se ne nazadnje, recimo Delo ima tudi bolj klasično tipografijo. Skratka, to razliko, da dajmo se iti sodoben časopis v naslovih, ki ne bojo motili starejših bralcev in bojo pritegnili mlajše bralce, in dajmo starejšim možnost nekega nemotenega branja. Zdaj, to sta dva osnovna regla reza iz črkovne družine Bad News. Spodnji je za tekst, zgornji je za naslove. Vidite, da sta malo drugačna, zgornji je malo, bom rekel, modernejši, spodnji je bolj klasičen. In to je v bistvu nek obrat, ker običajno pa tako pri časopisih se zaradi določenih tehnoloških omejitev, ki sicer danes niso več omejitve, so običajno uporabljala ravno zgornji tip črke za tekst in spodnji tip črke, bolj detaljiran, bolj s finimi detajli za naslove, ker ko imate večji naslov, detajli pridejo do izraza. No, ampak tle situacija ravno, kot sem rekel, invertirana. Nimamo več tega tehničnega problema, ki je bil včasih, zaradi česa so se včasih uporabljale preprostejše črke, ko je moral računalnik sprocesirati ogromno črk in če je bilo več, zdaj pa se upravičujem tistim, ki niso oblikovalci, saj veste, kaj so anchor pointi, ne? Če je tipografija imela več anchor pointov, je pomenilo, da je računalnik dalj časa procesiral, pomeni, da je prišlo kasneje v tiskarno. Skratka, se pravi, končnih vozlišč, ki povezujejo vektorje, ne? Ja, tako. Ja. To so v bistvu neki matematični navodila, kako ustvariti krivuljo. No, danes tega problema ni in se lahko komod da tipografijo, ki je bolj detaljna v tekst. Ker moramo vedeti, da še par let nazaj, ne, v času, ko je Ermin Medžedovič delal prvo črkovno vrsto za slovensko tržišče časopisov, skoraj sem rekel delovka. Je to bil problem, ne? Je to bil problem, ja, in to je bila v bistvu njegova, mislim, da celo ena primarnih zahtev, ne, ja, da ustvari črko, ki se bo hitreje procesirala, in on je v bistvu naredil znanost iz tega, kako skrčiti število vozlišč zato, da se hitreje sprocesira. No, seveda moramo vedeti, da to je absolutno povezano s tem, da s tem je tudi stroške znižal, ne? Torej, ima od tega finančno korist časopis, ne? Ne gre samo za neko tehnično rešitev, za voljo tehnične rešitve, gre za pač realen učinek. Ja, tako. Zdaj, ok, tle na levi imate črkovno vrsto, se pravi reze za naslove, desno za tekst. Tako za malo bolj predstavo, ker je več rezov. Ne? Zdaj, malo smo nakazali ravno kar to ekonomični vidik pri črkovnih vrstah. No, v samem proporcu in temu rekel, v zasnovi črke, v izbiri proporca med x višino, ki je višina črke x, in h višino, ki je višina črke h, ne? Velike. Velike pa ascenderjev in descenderjev, ne, se pravi. Podaljško navzgor in podaljško navzdol. S tem lahko občutno oceniš časopis. Ne? In tukaj sem dal recimo primer, to sem še pozabil, mislim, da je nek ali je Minion ali je Garamond. Bomo kakšnega dizajnerja vprašali. Ja.
ampak ker sta podobna po proporciji, niti ni tako pomembno. Ne? Če uporabljate enega od teh za tekst v časopisu, ta proporc ni primeren za tekstovne bloke, ki so ozki in kjer je medvrstični razmik majhen. Pri časopisu se vse bolj ekonomično postavlja. Ne? Se pravi, tudi medvrstični razmiki so majhni. In v lepem primeru enostavno vidite, da se se dogajajo neke situacije, kjer se J v zgornji vrstici zaleti v D v spodnji vrstici in tako dalje. Enostavno tipografija ne omogoča tega, da jo skompaktiziraš. Po drugi strani Bad News na desni strani nima teh težav in vidite tudi, da je krajši v stolpcu, kar pomeni, da na stran gre bodi si več teksta ali pa lahko časopis postavi večje fotografije, kar je spet bolj zanimivo za neko mlajše bralstvo. Pri istej količini teksta bo časopis bodi si bolj imel več beline, večje fotografije in tako dalje. Spravi, gre za čisto za vprašanje ekonomičnosti. Ta problem, ki sem ga opisoval, je tukaj še malo bolj detaljno prikazan. Jaz sem proporc velikih črk, vrzalk zmanjšal, zato da se zaradi šumnikov, ki jih ima slovenski jezik, črka ne zaletava, oziroma je belina med vrsticami večja, če je razmik enak kot recimo v primeru na levi minion. Na sredini je pa utopija, ki se pa zdaj uporablja. Kar pomeni, da napredek od sedanje utopije na Bad News je tudi ta, da je beline med vrsticami malo več pri nespremenjenem medvrstičnem razmiku. Sedanja utopija govoriš zato, ker je že ta nekoliko prilagojena, ne? Ja. Ta utopija, ki jo Dnevnik uporablja, je malček popravljena. Ne? Ampak v principu samo kako se pravi, uvoženje, ne? Je približno enako ekonomična. Druga stvar, ki pa spet se tiče nekega ekonomskega vprašanja, ki je pa težko izračunljivo, Bad News je svetlejša črka kot utopija. Utopija je taka malo masna, črna, temna je. Jaz sem gotovo, da pri tem tisku, pri sodobnem tisku časopisnem ni več tak problem odtis. Črke se ne odtisnejo več slabo, zato so lahko svetlejše in tanjše, kar pomeni manj črnila za tekst. Na neki časopis se vsak dan tiska v ogromnih količinah in nismo šli računati, koliko se prišpara, ampak je mislim, da jasno že iz tega, da če črka svetlejša se porabi manj črnila. No, ampak že od izročila, ki nam ga je dal Ermin, ne, da lahko en piskar prihranjene barve potrdi v končni fazi projekt zamenjave črkovne vrste, ne, ja. Je to pomemben faktor. Ja, v primeru Bad Newsa, ki je potem bil kupljen strani Dnevnika, ne, je šlo čisto za ekonomsko računico. Oni so pač izračunali, da če vzamejo ta paket 80 rezov, jih to stane nekajkrat manj, kot če bi podobno zbirko naredili iz tipografij, ki se jih kupi licenčno. Sam še primer, kako tipografija lahko rešuje tudi problem jezika, ne? To je tak klasičen primer, ko imamo ogromno luknjo med črkama L pa J in se to lahko reši zelo preprostim posegom, pač če se črka dela tudi, če upošteva specifike slovenskega jezika, v kar se pa ne bom zdaj spuščal natančno. Zdaj, to je obseg družine Bad News pred nekaj meseci, zdaj ima že kakšnega 2-3 nove člane, zadeva se širi in če pač neka časopisna hiša naroči tako zbirko za relativno razumen denar, ne, to pomeni, da lahko ne samo svoj časopis zelo ilustrira svojo tipografijo, ampak da lahko tudi svoje druge publikacije z isto črkovno družino izdela in bodo izgledale popolnoma drugače, ker bojo drugi rezi uporabljeni, hkrati pa
ker obstaja neka konsistentnost, ki jo bom potem pokazal, vsaka publikacija v bistvu pripomore k prepoznavnosti celote, se pravi vseh publikacij medijske hiše. Ne? In če smim grede, ta tipografija se na malo neposrečene načine uporablja že v vseh mogočih publikacijah medijske hiše Dnevnik, razen v časopisu, to še čaka. Zdaj, zakaj je to krezo? Ne? Eni so tudi čisto funkcionalni. Recimo tle bi vam rad sam pokazal en primer reza za tečajnice. Tečajnice se tiskajo v zelo majhnih velikostih. Posledično je treba poskrbeti, da se ostro odtisnejo, ker črnilo pri tisku zaliva, to, kar je že Aljaž prej omenil. Zdaj, tle imamo 3 verzije za 3 različne funkcije. Leva je za naslove, sredinska je za tekst in desna je za tečajnice. In tale desna ima najbolj izrazite, temu rečemo zalivke, zareze, ki potem preprečijo, oziroma omogočijo, da pri majhnih velikostih, kjer je percentualno zalivanje barve največje, glede na velikost črke, ostane črka ostra. Zdaj, to je malo abstraktno, če koga kaj bolj detaljno zanima, vprašajte Aljaža, bo to zelo temeljito lahko razložil kasneje. Ne bo. Hkrati ima drugačen proporc. Levo je sans črkovna vrsta sans rez za tekst, desno pa za tečajnice. In vidite, da pri enaki velikosti izgledajo te črke večje, ker je pač popravljen proporc. To je zato, ker se uporablja v nekih tabelah, kjer v istem prostoru črka izpade večja in v tekstu ni tako berljiva, je pa bolj četljiva. Se pravi, razlika med berljivostjo in četljivostjo. Četljivost je prepoznavnost črk posameznih elementov, berljivost je pa kako tekst, kakšna je preprostost branja besedila. Še ena stvar, na katero je bilo treba upoštevati pri teh tečajnicah, je, da pri zgoraj imate 2 vrstici, regular pa bold, navadnega sansa za tekst, spodaj pa tečajnico, in vidite, da bold pri navadnem tekstu nima enake širine pri enaki besedi. Je širši. Medtem ko pri tečajnicah je pa enako, zavzema enak prostor. Zakaj? Ker ko pride do številk, pač v tečajnicah imate običajno podjetje pa številko, in če se hočete izogniti, če hočete biti ekonomični, potem se morate izogniti tako imenovanim pižamam. Se pravi, da je ena vrstica z eno barvo, druga vrstica z drugo barvo, da jih ločite. Ločite jih lahko brez pižame, tako da eno okrepite in se pravi, ena svetla krepka, in jih tako lahko stisnete skupaj. Kar pomeni, da sem jaz, ko sem potem tečajnice dejansko oblikoval, namesto ene strani in ene tretjine, grejo zdaj vse tečajnice na eno stran pri enaki velikosti črk. To je spet ekonomika. Za eno tretjino strani sem zdaj pridobil za vsebino na ta način. Konsistentnost vseh rezov, jaz sem se kar krepko držal konsistentnosti, čeprav ni nujno treba. Se pravi, to je tekstovni serif, naslovni sans, tekstovni sans in naslovni serif. V bistvu vse so zelo podobne po proporcu, po obliki pa ne. In prej sem govoril o prepoznavnosti, to potem naredi druga tipografija. To je zdajšnji Dnevnik in neka zasnova, ki sem jo naredil takrat za diplomsko nalogo, že takoj dobi nek drug karakter. Zdaj sami lahko presodite, da sem dosegel to, kar sem hotel, kar sem prej razlagal.
se pa pač takšen diapazon rezov omogoča, da vi ilustrirate in razlikujete različne rubrike. Ne? Tle je Clyde za rubriko, tle je Bold za rubriko, tam je Sans za naslove, tle je Serif za naslove, vse pa, še vedno pa vse prihaja iz iste zgodbe, ne? Ali pa recimo bolj ekstremni nek thin serif pa extra bold serif, ki ustvarjajo v bistvu čisto drugačne situacije, ampak konsistentni izgled. Zdaj, to je to, kar se bad newsa tiče. Hvala. Bomo ta začrtan red mečkam spremenili. Pa bomo najprej kar tebe prosili samo, da nadaljuješ. In sicer, če je bila to v začetku še fiktivna naloga, ki si jo zadal za diplomsko delo, ne? Nas je v procesu pripravljanja te snovi za današnje srečanje, smo se pogovarjali o kontrastu samoinicirane zasnove črkovne vrste pa naročene črkovne vrste. In zato smo te prosili, da pripraviš še en tak droben repete, in sicer črkovno vrsto za vzajemno. Pa nam boš povedal, kakšna je ta razlika, pa seveda kakšen je občutek enega senzibilnega avtorja, ker te poznamo tudi kot oblikovalca, ko spustiš to dete iz rok v uporabo drugim, pa naj si bo v dobrem ali v slabem. Ja. Če sam nekaj bi dodal na to, kar si rekel, ta bad news je bil sicer samo inicirana, ampak sam proces dela je bil pa, v proces je bil pa vključen dnevnik. Ne? Jaz sem dejansko imel sogovornike, kot prvi mentor je bil likovni urednik in imel sem dostop do urednikov. Tako da bil je res zadelan malček na pamet, ampak z veliko dejanskih podatkov z strani časopisa. Okay. Za vzajemno sem delal črkovno vrsto, ki je bila tudi letos, ki je bila tudi na Brumnu letos. In lahko da vidite, da obnovite spomin. Pri tem, tle bom zelo kratek, ne, in bom sam pokazal eno ponesrečeno situacijo pri procesu izdelave te tipografije. Ne. Ker, če kar začnem, nekaj tukaj ne štima. Ne. Zdaj veste, da vzajemno uporablja ta logotip, ne, in ta črkovna vrsta nima popolnoma nobene veze z tem logotipom. Ne. Kaj se je zgodilo? Jaz sem imel enega naročnika, se pravi, agencija, ki je to črkovno vrsto naročila, je to črkovno vrsto naročila, pa ne bom razlagal zdaj detaljnih okoliščin, nekako po liniji prestiža. V bistvu oni so se zelo prizadevali za črkovno vrsto zato, ker so hoteli narediti en tak, ni bil pilotski, ampak hoteli so pač narediti nekaj v smislu pilotskega projekta v tem smislu in njihova želja je bila narediti tudi tipografijo in so se zelo potrudili, da so prepričali vzajemno, da ima to smisel. Ne? Prepričali so jih ravno na ta način, a ne bi bilo fajn, to je zbudilo pozornost, drugo potem so pa šli pač izračunati, koliko jih to stane. Vzajemna je relativno velika firma in oni so v celostno grafično podobo hoteli vključiti to, da vsak računalnik lahko tiska to tipografijo. Ker če imate vi neko podjetje, ki uporablja tipografijo samo v prospektih, plakatih in tako dalje, potem rabite oblikovalski biro, ki ima 5 licenc in to je to. Ne? Oni so pa hoteli, da vsaka tajnica, ko sprinta dopis, da se sprinta v dopisu tipografijo vzajemna, kar pomeni precejšen strošek spet za nakup licenc. Je ceneje naročiti črkovno vrsto. No, začeli smo tako, da smo za izhodišče vzeli
njihov logotip in to je bila prva skica, to ni končna verzija, ampak to je bila prva skica nove tipografije. Ne? Če se vrnem nazaj, to je nek Didon v vrzalkah, ki ima, kako? Bodoni. Rekel sem Didon. Vse Didon je rekel. Generalno, Didon se je izrazil. Didon, ja. Ta logotip je mal, vsak oblikovalec ali tipograf bo tam videl tiste lukne med A-jem in J-jem in Z-jem in A-jem in potem je bila neka logična rešitev redesign, ki ne bi posegal v relativno dobro prepoznaven znak Vzajemne in je pač sem izrisal nek logotip, iz katere bi se potem dalo narediti nedidonovsko tipografijo, ne, ampak ki bi vseeno spominjala na originalen. No, in potem so oni rekli, ja, se to zgleda v redu, sam to je tako, kot da nismo nič naredili, ne moreš se postavljati verjetno z podobo, ki zgleda tako kot prejšnja. In potem so šli narediti en znak, ki ni znak, ampak ker ne morem pokazati znaka, ampak zgledal je nekako v tem smislu. Zdaj smo pa imeli Tist znak je neskončno boljši. Ne bi se zdaj spuščal v ocenjevanje, kakšen je bil znak, ampak zgledal je takole. In bil je linearen, se vidite, na znak, ta zeleni prepoznavni znak, tisti Didon lepo paše, medtem ko na tega pa ne. In iz tega potem, ko sem temu moral slediti, je potem nastala linearna tipografija, ki ima neke minimalne posege, da dobi bolj prepoznaven karakter. Ta mehkoba izhaja iz pač piča, kjer vse veste, zdravje, prijaznost, bla, bla, bla. Pač jaz, nažalost, nisem bil udeležen v komunikaciji z naročnikom, jaz sem bil izvajalec za agencijo, tako da si tudi nekaj mislim, kakšna so bila izhodišča, niso bila po mojem najboljša. Ampak, okay. Takšna so bila in je bilo treba narediti najboljše. Ker se to uporablja potem na računalnikih in se printa in ena od zahtev je bila, da se uporablja in za naslove, in za tekst, ista tipografija, je morala biti malček generična po proporcu. Tako da iz tega je nastalo to. Lighti so bili dodani za uporabo v naslovih, regular pa bold pa za pač uporabo čez vse, tudi za tajnice. Zdaj, nesreča je pa ta, da agencija je naredila to in potem nekaj se je zgodilo in jaz sploh ne vem kaj, ker nisem v stiku z agencijo, ampak enostavno ni bilo to Vzajemno. Vzajemna je imela v tistem času velike težave, ne vem, če se spomnite, skozi so se neki, menjavali so se direktori, skozi so bili neki škandali, skozi po medijih in ta celostna grafična podoba je odpadla. In žalost je pa zdaj to, da je končni rezultat ta, ki ne bi smel biti. Uporablja se tale znak in če boste šli mimo Vzajemne in vzeli en prospekt, boste videli, da se uporablja moja tipografija. To je zelo nesrečen razplet za nekaj, kar se je začelo kot ambiciozen projekt. Zdaj, zakaj smo prišli tudi do tega, do aspekta napake? Zato, ker ko smo se pogovarjali v zasnovi tega srečanja, smo izpostavili, da v bistvu se že stara modrost pravi, da se na napakah največ naučimo. Zakaj ne bi mi izpostavili lastnih napak, zato da bi se ob tem naučili tudi vi. Zato nas ta drt nas zanima in prosim, tukaj bojo avtori na voljo tudi za taka nesramna vprašanja. Smo jih že mentalno pripravili na to. Z Baldrijanovimi kapljicami, recimo. No, še to sem pozabil dodati. Pač Vzajemna je, zdaj
je plačala vse, ne, po mojem tudi celostnografično podobo, ampak tipografija je pač nekaj, kar je ostalo, dobili so fonte in so to inštalirali in zakaj pa ne bi uporabljali. Ne. Mislim, da potem glede na kakovost vizualnih komunikacij zdaj, se pravi raznih brošur in tako dalje, bi rekel, da ni bilo nekega temeljitega razmisleka o tem, o njihovi celostnografični podobi. Tvoj proces je pa trajal koliko časa? Za Bad News je trajal 2 leti, Vzajemna je pa nastala, mislim, da zelo ekspresno. Ne? To se tudi pozna v izrisu. Ne? Mislim, da tam se skupaj bilo 4 mesece, ampak govorimo o 4 mesecih, kjer sta nastale 2 črkovni vrsti. Ne? Mislim, zelo daleč je bila pripeljana ta, ki sem jo kazal, ne? In potem v relativno hitrem času končna verzija. Namreč tega me je naučila Miša Mavk, da na koncu postaviš vprašanje, ki bo avtomatična istočnica za naslednje repete Aljaža Vindiša. Aljaž Vindiš, zdaj, kot smo opazili, običajni uporabniki že nameščenih črkovnih vrst, pa seveda tistih sposojenih, se ne zavedajo, koliko časa take zadeve nastajajo in kako zelo nas režejo pri živem životu, ko nam si take stvari sposojajo, avtorsko delo namreč. Kakšna je pa razlika med tem dolgotrajnim in linearnim delom, pa seveda med delom črkovnih vrst na delavnicah, ko moraš ti v relativno kratkem času, mislim, v ekstremno kratkem času, enega tedna, prideti do enega okostja, do vsaj recimo 40 tistih glavnih znakov, ki ustvarjajo karakter črkovne vrste? Mislim, razlika predvsem v tem, kako se zadeve lotiš, pa kaj od nje pričakuješ. Ne? Dejstvo je, da recimo ničesa takega, kot je naredil samo, ne? Pa že konec koncev ničesa takega, kar si naredil jaz, ne moreš narediti v enem tednu. Je nerealno to pričakovati. Ne? Tako da recimo na delavnicah, na katerih sodelujem kot mentor, delamo predvsem na tem z udeleženci, da oni predvsem razvijajo sam koncept tam, samo namembnost pisave, samo formo pisave, kakšne so rešitve glede na to, zakaj naj bi se uporabljala. Seveda tu je dobro poudariti, da to so vse črkovne vrste, ki niso delane za naročnike, to so same iniciativne vrste. Ampak ravno zato je v bistvu omejitev še toliko bolj pomembna. Ne? Če ti imaš naročnika, je pač jasno, njegove omejitve so take in konec. Ne? Če ti delaš sam, lahko omejitve en mesec imaš take, pa pol čez en mesec jo malo spremeniš, pa čez mesec jo spet malo spremeniš in pol lahko 10 let rišeš, pa ne boš nikoli končal. Ne? Važno je predvsem to, torej, ne? Da se temu rečemo skelet, torej osnovno formo črke, proporc, glede na njeno višino in širino, kakšni so neki detajli, da je to tisto, kar se določi in predvsem, da se naredi osnovni nabor, torej osnovna abeceda v malih črkah, osnovna abeceda v velikih črkah, številke in pa osnovno ločilo. Ker ko imaš enkrat vse to zrisano, potem nekdo, ki recimo bi na delavnici, pa to dosegel v enem tednu, lahko gre domov in sam nadaljuje od tam naprej. Ker načeloma gre potem, vse to je tisto, ne? Ta teden je v bistvu tisto, kar najbolj zanimivo na oblikovanju črkovnih vrst. 2 leti, ki so jih midva na to zatem rabila, ne? Vsak so bolj kot nekega zelo tehničnega, repetitivnega, blazno detaljnega dela, ne? Ki pa samo po sebi niti ni več toliko zanimivo. Ne? Tako da tisti teden zna biti zelo zanimiv, je pa res, da te črkovne vrste še niso uporabne, ne? Zato je potrebno ogromno dodatnega dela. Nam boš pokazal kakšne utremke? Ja, z veseljem. Ja, se vem, da boš, ampak moram pojasniti. S Tomatom oba sodelujeva pri tipu Renesansi. Gre za delavnico oblikovanja črkovnih vrst. Sicer mi imamo kar nekaj udeležencev, ampak sem se odločil, da bi izpostavil 4. Izpostavil pa zato, ker so njihovi projekti precej specifični, pa tudi zato, ker pokaže en zanimiv razpon. Ne? Namreč, ko delaš v bistvu lasten izdelek, ne? Kot smo rekli, ko nimaš nekih zunanjih omejitev, si jih moraš postaviti sam. Ne? In zdaj te omejitve so lahko dvojne. Ne? Lahko so ali
izrazito racionalne, tehnične in narediš neko zelo špartansko, ampak zelo tehnično ustrezno črkovno vrsto, ker si pač odkril nek tehnični problem, ki misliš, da ga je treba rešiti, ali pa ga je treba rešiti. Ne? Druga pa je, da se odločiš, da želiš pa določen občutek, določeno čustvo spodbuditi s tem, ne? In narediš neko črkovno vrsto, ki je namensko oblikovana za to, da se bo ob sporočanju določene emocije, vizualnem sporočanju seveda uporabilo. Ne? Zdaj, črkovne vrste, ki bom pokazal, gredo od čisto racionalnih pa do popolnoma čustvenih ali pa liričnih, lahko rekli. Prvi primer je od Jureta Martinca, ki je delal črkovno vrsto, ki se imenuje Drugstore Screen. Što z tega, kaj je on šel narediti, je bil pa ta, ne, da se vpraša se podobno vprašanje kot jaz pri tribunalu. Ne. Zakaj bi nujno stare črkovne vrste, ki so bile delane za tisk in imajo za to neko specifično formo, zakaj bi to dali na zaslon, če zaslon načeloma črke veliko drugače prikazuje, ne? Kot sem rekel prej, prikazuje jih pač v neki matrici, v kartezijanski mreži. In je rekel, da bo on v bistvu vrgal vso znanje nekih form, neke kanone, ki obstajajo skozi okno in bo rekel, jaz sem šel z nule in bom narisal, kot da se je včeraj začel type design. Ne? In kaj je s tem naredil, je v bistvu to, da je prišel do nekih rešitev, ki so dokaj unikatne, ki so dale karakter njegovi črkovni vrsti. In sicer ne vem, kolikor se vidi na projektoru, vidim, da se ne vidi, ampak plakati v originalu v bistvu po polovici različni. Tale polovica je tako, kot bi bila v tisku, zelo natančna forma črke. Ta cela druga polovica je pa v bistvu točkasta, tako kot vidimo na zaslonu, če pogledamo od blizu. Kar je želel seveda pokazati to, da ko bereš vrstico in prideš iz tiska na zaslon, zaradi rešitev, ki jih je on ustvaril, še vedno prepoznaš, še vedno ista črkovna vrsta, ni prišlo do popačenj. Kar seveda pomeni, da ni treba posebej rezov delati za zaslon ali pa posebej programirati za zaslon, ker obstajajo neke programerske rešitve, zaradi česar je seveda produkcija črkovne vrste precej nižja. Tale primer je z zadnje delavnice, je najnovejši, je od Floriana Rungeja, našega udeleženca iz Londona, ne, če se ne motim. V bistvu iz 3-4 držav. Ja, multikulturni. Skratka, ampak vidi se ta njegova multikulturnost, ne, tudi v tem, kaj je nomadski duh. Ne? Ja, to je. Namreč, Asgard ime izhaja, v bistvu je termin, mislim, da danski, ja, za, oni ti ima reče, prostor, kjer živijo bogovi, gre se za mitologijo, ne, namreč. Ampak razlog, zakaj bi ponovil tako črkovno vrsto, je ta, da je rekel, da on bi rad naredil črkovno vrsto, ki se uporablja za recimo napise na ulicah ali pa na cestah. To je blazno zahtevno področje, kar moraš upoštevati, kakšne so okoliščine vidljivosti, od razdalja, četljivost črk in podobno. Ne? Ampak on je rekel, jaz vseeno mislim, da zato, da vsemu temu zadostim, ne rabim narediti generične črkovne vrste. Lahko naredim nekaj, kaj je specifično dansko. Ne? In kaj je seveda njemu šlo v koristu, je to, da je imel 2 leti raziskave za sabo, ki je delal za diplomo, ne, in je vso tradicijo danskega type designa pregledal. Našel je pa tudi posebej enega avtorja, žal sem pozabil ime, ki je imel sploh zelo zanimive rešitve v črkah, ki so bile specifično danske na njihov jezik vezane. In se seveda odločil potem te specifike vključiti v črkovno vrsto. Kaj so pa iskala, ne, je pa to, kje je stičišče te tradicije pa tehničnih zahtevkov tega, kaj on želi doseči. In so ugotovila, da v nekaterih stvarih se to dvoje celo prepleta. Lahko? Zdaj sem se spomnil. Mislim, da je Nemc, katerega smo ga spoznali kot Avstrijca, študiral je na Danskem, živi v Londonu in ima polsko punco. Ja. Delavnice v Sloveniji. Delavnica v Sloveniji. Ja. Skratka, sem bil tudi v kontaktu z njim pred kratkim in je rekel, da ko je na Danskem to pokazal, je bil fenomenalni odziv, da je dobil že prošnjo za licenco, ampak ima šele osnovni nabor narisan, tako da hvala Bogu, ne. Ima že vnaprej prodano zadevo, upam, da bo zrisal čim prej do konca. Odličen primer, v bistvu, kako lahko neko tehnično težavo, ne, pa nek karakter, neko identiteto, prej identiteto omenjal, samo povežeš v eno. Ne. Tole primer črkovne družine Emsley, Aljaža Vesela, ki je imel pa spet popolnoma drugačno izhodišče,
tu se že bližamo bolj tistemu čustvenemu, liričnemu. Ne. On je izhajal iz celostne podobe podjetja, ki se ukvarja z ojačevalci za kitare, Orange, tisti, ki poznate, mogoče, ko kitare igrate, ki ima to specifične črke, gre za britansko podjetje. In seveda je rekel, da bi rad naredil črkovno vrsto, ki bi lahko bila njihova korporativna črkovna vrsta, vendar logotip takšen, kot je, ne želi preveč dobesedno prevesti, ker je zelo tak flower power 60 leta. To pač ni uporabno za dolge tekste. Ampak rad bi pa naredil črkovno vrsto, ki je pač na pogled britansko. Pogledaš in rečeš Anglija. Ustvarja potem sistem različnih debelin in pa seveda delajo tudi kurzivne črke. In če zdaj rečemo, na enem ekstremu imamo debelino, na drugem ekstremu imamo kurzivo in tako naprej, dobimo v bistvu neke vrste koordinatni sistem dveh lastnosti, ki mu lahko sledimo. Zdaj ponavadi pride pri tem do težav, ker če imaš neke zelo specifične, zelo značilne forme, jih ne moreš v vseh debelinah isto zrisati. In potem ponavadi pride do kompromisov ali pa različnih rezov, ne, tako kot je samo rekel, imaš za tekst, pa imaš za naslove in podobno. Ampak Aljaž je rekel, ne, jaz bi pa obdržal pač ta osnovni nabor rezov, ampak bi namerno vsako debelino oziroma vsak stil narisal malo drugače. Tako da je v bistvu razliko med njimi še dodatno preteral in je s tem dobil ogromen kontrast v tekstu, kar mu bo kasneje, ko bo imel črkovno družino zaključeno, pomagalo, da bo lahko blazen karakter dal strani, tiskani ali pa na zaslonu, kjer bo črkovno vrsto uporabljal. Pa še detalj. In pa tole je še primer popolnoma neke lirične rešitve, ampak kljub temu nič manj tehnično pač dovršen. Gre za črkovno družino Sofije Katarine Medič, tudi ta je seveda še v izdelavi. Ona se pokvarjala s tem, da bi v bistvu rada ustvarila črkovno vrsto, ki je v bistvu narejena na podlagi kaligrafije, ki se lahko uporablja za, recimo, če gremo za vizualne sporočanje, ali prehrane, ali za, recimo, za uporabo pri pesniških zbirkah in podobno. Ampak problem je, da takšne stvari zelo pogosto postanejo precej zahtevne za brati, ne izpadajo v redu, so bolj kot neokrasne. In ona ogromno dela vlaga v to, kako v bistvu obdržati ta lirični aspekt črkovne vrste, vendar rešiti vse težave berljivosti, konsistentnosti in podobno. Ne. Zdaj seveda, to je še stvar, ki je v delu, to ni končni izdelek. Ne. Ampak je na zelo dobri poti, predvsem pa je zadeva zelo unikatna, glede na to, kaj se trenutno da dobiti, ne. Kar je pa sploh nek bonus danes pri takšnem navalu različnih črkovnih vrst, ki se jih lahko poslužimo. Sicer pa to so samo 4 naši udeleženci, za vse ostale si lahko gledate na tej povezavi, za vsako delavnico tudi rezultate, ker je bi se vsaka črkovna vrsta po svoje zanimiva pa posebno. Ja, zdaj prehajamo k tistemu tretjemu delu in sicer tukaj bom naredil eno manjšo rošado, tako da samo si odpuščen, ti pustimo, da greš na redakcijo. Na njegovo mesto že v Greto bo prišel Matevž Medja, ki je bil ravno tako najavljen v sklopu teh predavanj in sicer zaradi ene specifike Matevž, ki ga poznamo ravno tako kot oblikovalca, kot enega od vodij design studija Gigo Design in pa seveda oblikovalca črkovnih vrst, ne nazadnje nagrajenca prvega bienala. Je bil pred kakšnim letom, 2 v eni unikatni poziciji in sicer on je bil naročnik črkovne vrste. Hvala samo. Tole je bila taka predaja štafetne palice. Res je, to dela? Ja, zdaj za ogrevanje, Matevž, seveda vsi ste dobrodošli, prosim postavljati vprašanja, ampak za ogrevanje, Matevž, zakaj črkovna vrsta kot nosilec celostne grafične podobe javne uprave, te nove podobe, ki jo zdaj že kakšno leto ali še več vsi poznamo, zato ne bomo podrobno predstavljali, se ravno v teh dneh dobivamo na obvestilih davčne.
včeraj sem dobil zadnjo pojavno obliko, to je ta davčna odmera, tako da je tako dosti blizu. Ampak razlogi, zakaj ne, so pravzaprav bliže parkrat danes povedali. Ne? Te trije glavni so. Ne? Če rečemo, ali pa dajmo pri državi recimo postaviti prestiž na prvo mesto, pa ga damo pol z liste. Ne? Država pač si predstavlja, da ne? Si le zasluž nekaj lastnega. Ne? Ampak po drugi strani je to seveda vprašanje identitete. Ne? Prav tja noter lahko skozi karakter, same tipografije, ne, lahko to, kar je ravno kar kazal Aljaž na nekih izvrstnih primerih, ne, v bistvu ugradiš tudi nek način neke emocije, neke čustva, ne, projiciraš, kaj bi si država želela biti, ne, ali pa kam bi hotela iti, ne, kaj je njena željena identiteta. Ne. V tem primeru je bila bolj urejena, ne, bolj severnjaška, se pravi, bila bolj tisto nemško, ne, germansko smer, ne, bi hoteli biti tudi malo Švicari, ne, ampak po drugi strani pa nočemo biti samo to, ne, hočemo biti bolj mehki ali pa bolj mehki, ampak ne na mediteranski ali pa balkanski način, ne, ampak bolj odprti, ne, tako recimo na nek skandinavski način, ne, to je perfektni primer, ne, zdaj je ta Asgard, ne, ta tipografija v bistvu, katere ena značilnost je ta odprt, pikularni, tako imenovan danski mali G, ne. Ta je recimo neka taka mala posebnost v republiki, tako se imenuje pač ta tipografija za državo. Ne. Tretji razlog seveda je tudi finančni. Ne. Če si ti rekel, da je, ne vem, na Tribuni 32 računalnikov, ali koliko, ne? Imamo samo en računalnik, ampak je bilo 8 Se pravi, pri Tribuni je sicer samo en računalnik, pa je 8 rezov, ampak recimo pri Samo tu jih je pa 200, ne, na dnevniku. 200, ja, v državni upravi je par 10 tisoč, ne, tako da se te stroški seveda multiplicirajo. A si predstavljate lokalizacijo za to za 10 tisoč računalnikov krat 300 evrov za vsako debelino? Bi šlo, ja. Pa ravno kalkulator sem tamle iz doka ven vrgel. Ja, sej to seveda smo zračunali, da številka je kljub temu, da ti priznajo neke silne popuste potem, ne, na tako ogromno licenco, ne, pa še vedno. Ja, če nisi Suzana Ličko, kot smo zvedeli, ne? No, ampak še vedno, ne, to je seveda sploh, mislim, da se sploh ne da pogovarjati. Poleg tega pa še nepar omejitev, ne, ki so bile tako tehnične kot čist operativne. Ne. Eno vprašanje je stvar uporabe. Ne. Kje se uporablja ta tipografija? Ne. Zdaj smo gledali perfektne primere nekih zelo specializiranih šrift za tisk. Sprav, upoštevajo vse značilnosti časopisnega tiska, zalivke in tako naprej. Ja, seveda, ne. Tudi pri državi, ne, se pojavlja ta pisava na tak način, na takem mediju. Ne. Ampak ne samo v časopisnem tisku, ne, tudi v revijalnem tisku, ne, tudi v sitotisku, v tampotisku in tako naprej. Ne. Za pričakovati je, da se izrezuje iz neke folije in se lep na neke table. Za pričakovati je, da se pojavlja na nekih silno majhnih dimenzijah, ne, se pravi, smo že na nivoju praktično tistih tečajnic. Ne. In naj bi pa s tem upravljali, ne, ker ne moramo niti reči, da gre tle za oblikovanje, ne, tle gre bolj za pač upravljanje z neko obliko, postavljanje nekih besed, stavljanje nekih imen ministrstev, kar se je zdaj zgodilo, ne, ker je bilo treba logotipe zamenjati. Ne. Zato je tudi pač eno od izhodišč, zakaj temeljiti na tipografiji, ne, oziroma zakaj imeti logotipe, ki so praktično
dosti generični spisi imen ministrstev, agencij, uradov in mislim, da jih je nekaj čez 130, vsega skupaj. Pač tudi zato, ker je pričakovati, da se te stvari spreminjajo s časom. Zdaj se je zamenjali kar nekaj tega. Tako da, in tega seveda ne počnejo oblikovalci. Prav, da je treba tukaj računati še na to, da s tem, pač to sem rekel, ne, da to oblikujejo, ampak da s tem upravljajo. Mislim, od oblikovalcev, od izvrstnih oblikovalcev, do verjetno nekega hišnika, ki mora nalepiti na nek avto davčne uprave, pač to, da je to davčna uprava. In tako da izhodišča so bila to. Zdaj vi prosim v nizki štart, ker bom postavil samo še eno vprašanje, preden dam mikrofon. Jaz ali ostali? Aha, Matevž, vaš čas ti signaliziram mikrofon po svoje. En, dva. Ja. Ok. Jaz sem danes tista rumen tukaj, ker me zanimajo te napake. Tako da, ok, to so prednosti, tako zelo odprte zasnove, tako zelo odprte, da imate praktično vse v fontu. Ne samo nazive, ampak tudi grb. In skupaj s to odprto datoteko pošiljate zraven tudi font. Kaj so pa slabosti takšne odprtosti? Ja, ni slabosti. Hvala, Ranko. Tako država ne mora biti ni slobodna. Zdaj vprašanje, so to slabosti, ali je to samo druga stran neke premice, mikrofon, dobro, okay? Ja. Skratka, to je pa preveč na glas, no. Skratka, če imamo na eni strani neko monolitnost ali pa neko konsistentnost v pojavnosti, imamo nekje na drugi strani fleksibilnost, tako v teh tehničnih specifikah oziroma uporabah, kot v neki oblikotvornosti, ampak če nimamo kontrole nad tem, kdo to dela, seveda gremo lahko čez to točko, čez in pridemo v kaos. Tako da to je seveda ta slabost je kaos. Slabost. Ne vem, jaz sem zdaj že v teh letih, ker se mi zdi, da kaos je v bistvu ni najboljši. Ok, prosim, zdajmo podati en mikrofon. Kdo bo začel? Ta je prevezan. No, dajmo roke. Pogumno to. Dobro večer, Domen. Veš, ko govorimo o licenčninah, kakva je recimo razlika med količino, pa dajmo sem procentualno reči, imam 200 računalnikov, licenčnina za kompletno familijo, ali pa če to familijo naročiš pri dizajnerju. Konkretno, a veš razlika v ceni, procentualna, ko že prej smo govorili, da to je zelo pomemben aspekt. Si kdorkoli mi lahko, mislim, ti ali pa Aljaš, mislim. Mislim, gledaj, v osnovi ni to samo vprašanje licenčnine, kar je nujno vedeti, je tudi to, da če recimo nek oblikovalec za tebe posebej to naredi, pomeni, da imaš ti kasneje ob nekih nepričakovanih situacijah v bistvu možnost takojšnje reakcije na to situacijo. Če ti kupiš licenčno družino, ki je pač na odprtem trgu, ki ni bila strani neke založbe posebej za tebe, narejena
nimaš pač te ugodnosti. Ne. Lahko sicer ne seveda vzajemo spet za plačilo, ne, tisti založbi, tako kot bi lahko bilo v primeru Tribune, ne, ampak potem bi lahko že v osnovi naročil. Ne. Na dolgi rok je ceneje. Je pa težko reči specifične procente, ne, odvisno, kaj točno naj bi naročil naročnik. Ne, ker dejstvo je tudi to, ne, črkovne vrste, kot se prodajajo recimo na spletu, se prodajajo kot so. Ne. In pomeni, da tudi v najbolj osnovnem naboru je lahko predraga za nekega naročnika, zato ker ima preveč stvari. Ne. Lahko da naročnik ima zelo specifično tehnično težavo, ki jo rabi rešiti, ampak za zelo malo črkami ali pa malo rezi. Ne. In če mu neki paketi na tržišču tega ne ponujajo, ker so mu predragi, ne, potem se lahko odloči recimo za to, da se na novo naredi. V tem primeru seveda pri tako majhnem obsegu bi cena bila blazno nizka. Ne. Zato težko rečem, ne, ker vsak faktor vpliva na ceno, ki bi jo type designer postavil, ne, hkrati pa vpliva na to, katera črkovna vrsta, ki je na tržišču bila primerna in koliko bi ta stala. Ne. V bistvu sem mogoče narobe zastavil. Ne. Ali lahko samo Ačko doseže ceno 200 licenc s svojim bad newsom napram Dnevniku, ne? Ja. Ne more. Mislim, fora je že v osnovi v tem, ne, veš, da je on s tem ugodne naredil zadevo. Ne. Ampak, če bi jo pa uspel prodati nekomu, ki rabi 200 licenc, bi pa seveda bil on v boljšem ekonomskem položaju. Ne? Sigurno, ne, ampak tu je pa primer ena stvar, ki jo prej nismo omenili, ne, in sicer, da če je črkovna vrsta družina naročena, lahko recimo Delo, Dnevnik, Tribuna, kdorkoli, ali pa vzajemno ne reče, da je ta črkovna vrsta ekskluzivna za njo. Ne. To pomeni, da oni v zameno zato, da so nekomu plačali, da je to naredil. V tem primeru, če gre za ekskluzivo, seveda precej več. Ne. Tu je ta točka zaslužka lahko toliko večja za oblikovalca črkovne vrste. Ne. V tem primeru oni rečejo, da za določeno obdobje ali pa za veko manj, ne, zakupijo pravico, da samo oni lahko to uporabljajo. Ne. Zdaj seveda, ne, če oblikovalec ne more tega kasneje prodajati, mu morajo oni kompenzirati, ne, to izgubo finančno od avtorskega dela, a pa rečemo potencialni zaslužek, ne izgubo, tako da mu pač večji honorar plačajo. Ne. Ogromno je nekih faktorjev, ki vplivajo. No, prav sem hotel to izpostaviti, da se ta tema odpre, ne, rekel, personalno, da me stvari zanimajo, ampak vprašanje je teh ekonomskih vidikov. Hvala. Vprašanje v bistvu pri Samotu ali pa pri Erminu za Delovo črkovno vrsto ali pa pri Tribuni je predvsem ta, če in za koliko časa oni zaprosijo za ekskluzivo in ko ta poteče, absolutno, ne, tako kot se je rekel, lahko ima še dodatno korist od tega. Spričo tega, da ni bilo to tik pred tem, ko so me izgnali z dela, zelo natančno vem, kako je to bilo. Na temo tistega prestiža, ne, je bila zelo zanimiva zadeva, kako je prišlo sploh do prve produkcije tipografije za Delo. In namreč jaz sem dobil nalogo, da prenovim oblikovanje Dela in med drugim, naštevajoč vse zadeve, ki so potrebne, da se regenerira, sem v zadnji ali ne napisal in ne nazadnje, zakaj pa ne tipografija. Ker so me na redakciji vprašali, zakaj pa to, sem rekel, je preprosto. A si lahko zamislite, ne, da časopis The Times ima tipografijo, ki se imenuje Delo. To niso razumeli, sem rekel, zakaj pa mi, ki smo Delo, imamo tipografijo, ki je Times. In pol smo prišli v pregovore in tlele desno sedeči je bil prvi povabljen, da to naredi in pol smo nekako prišli do Ermina. Ermin je naredil tipografijo, 2 leti je delal to tipografijo in je naredil kontrakt z Delom za 5-letno ekskluzivo. Kaj se je pol dogajalo, ne vem, ker jaz sem pol prešel to v Dnevnik. Zdaj pa več časopisa nimamo v Sloveniji, tako da bi šel kam drugam še. Hvala za tole izpoved. Kdo bo še? To je tako kot pri bordu. Hvala lepa. Predpostavimo, da je recimo bila za eno podjetje narejena tipografija, recimo, rečemo, da je ena banka. In ta banka se odloči, da bo zdaj šla pa poslovati v Rusijo, ne? In seveda rabi nov fond, ne?
Zdaj pa me zanima v bistvu, ali je treba to v tej azbuki to pisavo pač predelati, oziroma ali se šteje to kot nova pisava? Ne, mislim, odvisno je, kje je bila prvotno narejena. Ne? Če je bila recimo za latinico prvotno narejena, se v tem primeru to smatra kot razširitev. Tudi to je recimo eden razlogov, zakaj se te zelo velike multinacionalke odločajo za svoje črkovne vrste. Najbolj aktualen primer recimo Nokia. Ne? Oni bi lahko mirne duše si privošli katerokoli licenco. Ne? Ampak problem, ki so ga oni imeli, je ta, da oni morajo podpirati latinico, cirilico, grški alfabet, indijski črkopis, arabski, hebrejski, pa še par jih je. Ne? In vsi ti znaki, ne, obstaja standard recimo za vse znake, ki obstajajo. Imenujemo ga Unicode in v njem ima vsak znak svojo unikatno številko. Ne? No, ta standard omogoča 64,000 znakov. Ne? Po prejšnji varianti, ne? Ta nova, ki je trenutno še v obravnavi, bo po novem 110,000 znakov, ki so še vse kitajske in japonske in takšne, ne vem, kakve pismenke. Ne? Ampak za neko podjetje, ki mednarodno posluje, je to popolnoma relevantno, ne? In absolutno v tem primeru se bolj splača zadevo naročiti. Ne? Če pa je recimo že imela črkovno vrsto, ne? Pa jo treba razširiti, pa takrat kontaktirajo avtorja, ki pač temu primerno razširi, ne? Torej doda nov skript zraven, ne? Ki seveda je zrisan tako, da paše latinici ali pa katerikoli je bil, ne, prvoten. Ne? Naslednji. Jaz bi pa vprašal glede tipografije Cerdonis, kaj se z njo dogaja, ste razvili še naprej za uporabo ali je obstalo? Zoprno vprašanje, ja. Ostala je pravzaprav tam, kjer je bila. Ne? Ker, ne vem, ne poznam pravzaprav razloga, zdaj iščem prav na hitro se prav smisel, kakšen izgovor, ampak po pravici povedan, je to po moje bolj povezan s tem, da jaz nimam toliko discipline, ne? Ali pa zicledra, ne? Da bi bil sposoben razviti nekaj tako sistematičnega in temeljitega, kot je bilo razvito strani najprej Ermina za delo in potem seveda tudi Aljaža pa Samota. Ne? To so stvari, ki, ja, kot smo slišali, ne, seveda, to trajalo, ne, tudi več let. Ne? In zato je potrebna resna disciplina, ne? Pa jaz tega nisem pač, tega potrpljenja nisem imel, mene je bolj zanimal ta prvi del v bistvu, nekaj pač iskanja enega karakterja in polk se mi je zdel, da sem ga najdel, sem nekako šel naprej. Duše? Pa bom pa jaz še malo nesramen. Kako se je spremenilo pač vajno delo od nagrade? Ti leta, sprav za prvega bienala, ti za časa lanskega leta, a je to tisto, da pač nagrada prinese več dela, a je to tisto tipično slovensko, da imajo potem občutek, da si drag, pa se te še bolj izogibajo novi naročniki? Ne, jaz mislim, da nič od tega. Pravzaprav. Jaz mislim, da to sploh ni bilo opaženo. Ne. Pa ne zaradi bienala, ne zaradi teže, ki ga bienal nedvomno ima, ne, ampak zaradi kategorije, ki je takrat, kar se mene tiče, ne, je takrat bila še vedno tako precej obskurna. Ne. Saj pravzaprav tudi ni bilo prav veliko nekih kvalitetnih rešitev, ne, za razliko od zdaj, ne, ko obstaja, zdaj, ti si pokazal, mislim, da sem 4 primere iz te delavnice tipa renesansa, ne, jaz šel pogledati pač takrat na Behance, ne, na pač vse in tam so praktično, ne, ena je mogoče malo tako, ne, ampak, mislim, tam je vse za publicirati, definitivno za narediti do konca in dati na trg, če seveda ljudje imajo zicleder za to, da to naredijo.
No, ampak če se prav spomnim, pred parmi leti ti je pa ena od nagrad v bistvu rešila projekt, ne? To pa je vpliv. Če se ne motim za hit. Ne vem. Ok, še eno suhoparno vprašanje za Aljaža. Čeprav vem, ste vi šli iz revijalke na offset mašino. Kakšen pa je vpliv te tranzicije na črkovno vrsto? Ja, Tribuna je bila prvotno tiskana na časopisnem tisku. Ne. Zdaj, tisti mogoče, ko ne poznate, si predstavljate 2 dizel lokomotivi, ena na drugi. Ne. Mislim, tako velike so te mašine. Ne. In pri nekaj 10 km na uro se to tiska. Ne. Torej si lahko predstavljate, da popačenja črk so ogromna. Ne. Da ne omenjamo, da se tiska na papir, ki je malo boljš kot sekret papir, po domače rečeno. Ne. Ni nujno, ampak pogosto je. Ne. Sigurno se je videla razlika, ne? Ampak mogoče, kar je zanimivo, je to, da če oblikuješ za najslabšo možno varianto, na način, kot sem to naredil, jasno, da nisem nujno delal zalivk, ampak da sem reševal to z nekimi formalnimi rešitvami, pomeni, da ko greš na boljšo tehniko, rata seveda prikaz črke samo boljši. Ne? Zdaj, v primeru tega, kaj je naredil Samo ali pa Ermin, ne, ki sta šla delati zalivke zelo do zadnje točke natančno delati, ne, bi tak prehod pomenil, da bi mogla dejansko popraviti, ne, ker če ne bi se na boljšem tisku videlo to razliko očitno, ne sploh največjih velikosti. Pri Tribuni pa v bistvu ni bilo dobenega potrebnega dela, ampak večjemu je bilo zadovoljstvo, da je še boljše stiskano. Zdaj, ker si ravno že pri mikrofonu, še tole. Spomnim se ene tvoje eskapade, ko si delal in bolt in regular na isti metriki, se pravi, ja, pač eno izmed tistih napak. Ne? Pa je bil zanimiv koncept, ne? Pač uredniško bi se zadeva lahko zelo dobro išla, ne? Pač predvsej bi poenostavila delo. Daj nam razloži, zakaj si začel s tem eksperimentom, pa zakaj se je končalo obratno? Mislim, 2 razloga sta, zakaj sem se jih, v bistvu 2 referenci, od kje sem izhajal, pa razlog je, zakaj sem se ga lotil. Ne. Ena je en projekt enega nizozemskega oblikovalca, ki se ga spet ne spomnim, ki enkrat, sicer ne vem zakaj, ampak je točno to poskušal narediti z enim Sansom, ne, in je bila zadeva relativno uspešna. Druga stvar je, da recimo na zaslonih v programiranju se uporablja črkovne vrste, ki se jim reče monospaced. Ne. To pomeni, da kot je recimo prej Samo kazal, ko se vertikalno poravnajo številke in črke. Ne obstajajo črkovne družine, ki so v celoti tako narejene. Ne. Zakaj je dobro pri teh črkovnih družinah je to, ne, da če imaš enkrat tekst postavljen, pa naknadno dodaš recimo debelino, ti to ne poruši teksta. Ne, črke ostanejo tam, kjer so bile. In za kje je bil razlog, da se meni to zdelo fajn? Ne? Ker sem bil hkrati likovni urednik, ki je delal na časopisu, za katerega ne delajo profesionalci, ampak delajo študenti, ne? Ki si šele nabirajo izkušnje. Je to pomenilo, da se lahko pri nas zelo hitro zgodi, ne? Da bo že ves tekst postavljen, pa tik preden gremo v tiskarno, bo pa treba nekaj popraviti v tekstu ali pa nekaj premakniti. Ne? In s tem sem jaz razmišljal na ta način, kot imajo programerji rešene zadeve, ne? Recimo na zaslonih, ne? Da če zadevo naredim takole, ne? Potem tudi če bo prišla lektorica pa rekla, joj, tam moramo pa še to debeliti ali pa tisto dati v kurzivo, recimo, ne, bo zadeva funkcionirala. Ne. Seveda, ko sem prišel do tega, da sem narisal kurzivo, sem ugotovil, da ne funkcionira. Ne. Kurziva, torej nagnjene črke, imajo popolnoma drugačen proporc, torej je v vsakem primeru vse skupaj skočilo. Ne. In sem lahko po enem letu dela na isti metriki šel narediti pač ločeno metriko za oboje. Ne. Tako da to je bilo v bistvu enoletna skoraj zabloda ali pa rečemo eksperiment, ne, ki sicer ima potencial, če ne bi bilo nagnjenih črk, tako pa mogoče v drugih okoliščinah. Kdo še? Furman se pišem, nisem tipograf, čisti ljubitelj. Gospoda Matevža bi vprašal, ki omenja javno upravo, pa lahko razloži za davčnega zavezanca, kako je ta zamišljena rešitev tehnološko in me predvsem tehnološko zanima. Glede licenc ste omenjali prihranke in kako je to, vidim pa, da ste vi iz svoje firme, kako? Ja, jaz sem soustanovitelj pa eden od
kreativnih direktorjev v oblikovalski firmi Gigo Design, ki je zmagala natečaj za novo celostno podobo javne uprave. Tako smo prišli v bistvu do tega projekta. Mi smo se lotili stvari, pač če zdaj ne govorimo o identiteti pa o obliki, ampak o tem aspektu, v bistvu, jaz bi temu rekel optimizacije, ker to je bila ena od osnovnih izhodišč, tudi napisanih v briefu pravzaprav v tej zahtevi naročnika, da mora ta celostna podoba predvsem tudi pomagati pri optimizaciji. Tako, če se le da seveda zmanjševati stroške, ampak te stroški niso samo materialni, lahko so tudi v bistvu stroški dela, se pravi, dajmo pogledati, kje se da mogoče prehraniti neke ure dela, če se je treba z nekimi stvarmi ukvarjati. Tako da ta optimizacija procesov upravljanja s celostno podobo je bila ravno tako močno izhodišče kot sama identiteta. To je bila recimo taka značilnost tega projekta. Tako da tle ni šlo samo za to vprašanje licenc pri izboru tipografije. Šlo je tudi, tle pa smo malo pri obliki, da je bilo eno od naših izhodišč, pozabil sem moment Mitja Miklavčiča, ki je avtor te tipografije. On je tipograf oziroma type designer, ki je avtor Republike. Mi smo v tem primeru, kot oblikovalci celostne podobe, bili naročniki oblikovalcev tipografije. Še enkrat, pravičujem se, ker nisem prej omenil Mitja, mi je šlo iz glave. Ga ni, danes tukaj ni. Skratka, izhodišče, ki smo ga mi dali oblikovalcev črkopisa, je bilo tudi to, da stvar mora biti nameščena na vseh teh računalnikih v javni upravi, ki imajo celo paleto nekih operacijskih sistemov in nekih programov, ki so od nekih programov, ki so pač off the shelf, mislim, ki so v neki prosti prodaji, do nekih zelo specifičnih programov, ki so pisani recimo samo za določene urade, agencije in tako naprej. Ker je bilo jasno, da ne bomo mogli doseči tega, da bi ta črkopis bil, ali pa da bi bilo neživljenjsko pričakovati, da bi ta črkopis namestili prav na vse računalnike, smo morali predvideti to, da se bo vedno pojavljal v kombinaciji z enim od obstoječih sistemskih prednameščenih fontov, ki so pač del vsakega operacijskega sistema. Glede na to, da ima javna uprava v aktivni uporabi neke računalnike, ki bi verjetno bolj spadali v bistro v tehniški muzej, se pravi, potem ta nabor teh pisav postane, najmanjši skupni imenovalec postane ta najmanjši nabor in potem pristanemo pri Arialu, ki je pač tako dosti specifična pisava, je pa nameščena na prav vseh računalnikih in potem je to menili tudi oblikovno izhodišče ali pa omejitev za Mitja, ki je potem delal na tej pisavi, se pravi, da mora iti po proporcih, se pravi po višini srednjega črkovnega pasu, ascenderjev, descenderjev. Kako že praviš ti tomato temu? Ja. Pač mora biti enak temu Arialu. Tako da to izhodišče ekonomičnosti je vplivalo tako na v bistvu neke tehnične odločitve kot čist na oblikovne odločitve. Cenovne primerjave pa pač jaz konkretnih številk nimam več v glavi, ampak je bilo cena pač oblikovanja te pisave je bila tako seveda nekaj 10-krat manjša, kot bi bila licenčnina.
Ne vem, sem odgovoril na vprašanje. Hvala vam. Ok, še kdo? Na unih strani se mi zdi, da štrajkate danes. Kdo me bo srečal? Imamo občutek, no, da je bilo danes kar precej govora o teh finančnih in tehničnih, predvsem vidikih oblikovanja črkovnih vrst. Pa bi mene zanimalo, vprašal Aljaža, no, tako mogoče, no, ta črkovna vrsta, ki je on oblikoval tribunal, ne, mogoče, a se da reči, ali je imel on kakšno izhodišče v kakšnih sorodnih obliki črk, ali ocenjuje, ali razmišlja o tem, da oblikovno sodi v določeno skupino, ki ima določeno stilne značilnosti. Črkovnih vrst vemo, da je zelo velik, ne, in da dostikrat oblikovalci, ne, imajo da nek vzor predhodne črke ali pa proporcijske sisteme in jih potem nadgradijo ali pa predelajo. Tega je zelo velik, ne, bi te vprašal to noče. Mislim, specifično ni bilo ene družine ali pa enega časopisa, po katerem bi se zgledoval. Dejstvo pa je, da kdorkoli reče, da se nekaj izmislil iz zraka, pač laže, ne, ker je zgodovina, na podlagi katere se učiš in po kateri se zgleduješ. Ne. Se tudi Christian Schwarz, to je avtor črkovne družine za Guardian, je konec koncev se zgledoval po njihovi prošnji, ne, po črkovni vrsti Swift, ki je pa Gerhard Unger naredil, ne, tudi odličen, že starejši črkovni oblikovalec. Ne. Mislim, da tisto, kaj je važno, je seveda, da se ne odločaš samo na nivoju forme, ne. Ker da je seveda vsaka forma ima neko funkcijo za sabo, z razlogom je bila narejena in v nekem časovnem obdobju, ker pač tisti tehnični razlog bil relevantni. Zdaj, pri Tribuni je bilo tako, da vse te omejitve, ki sem jih naštel, recimo tudi zasloni in podobno, ne, so se precej ujeli z stilom, ki mu rečemo Egyptian, oziroma danes sodobno je pač se mu reče slab. To pomeni, da serifi, za tiste, ki niste oblikovalci, to so iz horizontalne linije grejo, iz vertikalne linije grejo taki horizontalni podaljški, temu se reče serif. No, v primeru slaba niso trikotni ali pa lepo, takole nežno oblikovanje, ampak so pa čist geometrični. Ne. Takrat je to bilo bolj, kot nekolikor jaz poznam zgodovino, čist nek stilističen prijem, ki se pač oprl do takrat tradicionalne tipografije, ki je bila zelo fina. Ne. Tukaj pa je pač našel neko čist tehnično ustreznost svojo. Ne. Se tudi Christian Schwarz z Guardian je uporabil ravno Egyptian, kar je bilo takrat pač prvič za časopis. Ne. Druga stvar, kar je bilo po meni zanimivo, ne, je pa to, ker v osnovi so bile toliko močne omejitve tehnične, pa sem jim jaz pustil, da so v bistvu vodile formo, ne, da je forma šele, da je v bistvu forma sama, ne, se je pokazala iz teh omejitev, nisem jaz silo forme v omejitve. Je to, da je prišel do nekega zelo grobega izdelka, ne, kot sem prej rekel, so neke stvari, ki se jih na veliki velikosti vidi, kar delo zelo čokato, zelo grobo to črkovno vrsto, ampak glede na to, kakšen časopis je Tribuna, ne, je prav to tisto, kar je v bistvu dobro, ne, kar se tu pač izkazalo za odlično za ta časopis. Ne. Sem pa rekel seveda zato prej, da je zelo specifična, ne. To ni črkovna vrsta, ki bi lahko mirne duše dali v Delo, ne. Niti slučajno. Ne. Delo pa Dnevnik mogoče bi lažje zamenjali, ne. Ampak spet ne pridemo v problem identitete, ampak Tribunal je pa zelo specifičen, kar se forme tiče. Tudi širše gledano, koliko poznam časopisne črkovne vrste. Še kdo? Najprej sem njega videl, potem se vrne k vam. Živijo, Drago Mlakar. Imam pa eno vprašanje. Zelo dosti krat naletim, ne vem, če gledam pač stvari, ki jih delajo otroci, ali pa če spremljam stvari, ko jih delajo na primer učitelji v šolah, oziroma naletim na Comic Sans, ki je po mnenju mnogih ljudi najlepša tipografija, ki jo najdeš na računalniku. In velikokrat pač vprašam moje sodelavce, ki so oblikovalci, art direktorji, pač dizajnirajo, kjer je najgrša stvar na svetu, ki jo lahko narediš, je pač, da izbereš Comic Sans. In me zanima, ker pač imam redko opcijo se pogovarjati s toliko tipografij naenkrat, če bi lahko samo eno uizi mnenje glede tega, kako človeku sporočiš, da je to grdo, čeprav se njemu zdi zelo lepo, in kaj je po moje tisto,
kaj je trenutek, ko ljudje kar naenkrat vzljubijo Helvetiko, tako zelo najverjetneje vprašanje, ki ga zastavi pač nekdo, ki se s tem ne ukvarja preveč, ampak me vseeno zanima, če bi mi lahko dali en dosti simpel odgovor. Hvala. Ja, saj odgovor je v bistvu precej enostaven, ne gre za to, kaj je lepo, pa kaj je grdo, ne gre za to, kaj je ustrezno, pa kaj je neustrezno, ne. Treba vedeti, zakaj je bil Comic Sans narejen, ne, kot tipografija, kaj je bil njegov namen, ne. In ta ni bil, ne, postavljanje nekih uradnih vabil na protokolarne dogodke ali pa nekih letnih poročil ali pa nekih revij, ne, ampak je bil, pač vse ime že samo dosti pove, ne. Tako da to ni vprašanje tega, kaj je lepo, pa kaj je grdo, to je vprašanje, kaj je ustrezno in kaj je neustrezno in zato recimo, kar se mene tiče, pri oblikovanju gre. Zato, a stvari ustrezajo tistemu namenu, za kar so bile narejene, naročene ali ne. Estetika pride kasneje, če se vse stvari poklopijo, začenši s funkcijo, z upravljanjem funkcije, pol pridemo do tega, da so stvari lepe. Če se navežem sam na Matevža, ni grdih črkovnih vrst, so samo grde uporabe črkovnih vrst. To še krajša in še boljša definicija. Jaz bi uvodoma toplo pozdravil to pobudo Mavta, da organizira nocojšnji event. Pomem pa v bistvu bolj prošnjo za en komentar. Prejle smo v enem sarkastičnem tonu že slišali, da si oblikovalci sposojajo pisave, se pravi oblikovalci, mislim, redko kdo tukaj je v tako zavidljivem položaju, kot gospod Matevž, da bi imel tako dobre in eminentne stranke. In pač bolj ali manj vsi neki moonlightajo po noč za avtomehanike, frizerje in tako naprej. Tam hkrati pa v bistvu vsi sposojajo pisave, ne? Se pravi, vsi smo tukaj tudi na nek način stranke hkrati in zanima me kakšna beseda vzpodbude, da ne vem, bi rekel, ni glih na mestu pljuvati lastno skledo, no. Kakšna je vaša izkušnja z majhnimi strankami? Mislim, glej, realno ti ne morem povedati, ker pač jih še nimam, ne. Tribunal še ni na trgu, ne. Ampak iz pogovorov z ostalimi, pa glede na to, da sem delal neko tako avtorsko delo, ne, ti pa lahko odgovorim to, ne, da to, da je nekdo 2 leti ali pa 10 let konec koncev vložil v neko črkovno vrsto, ne z razlogom, ker je s tem rešil neke specifične probleme, ne, na katere ti naletiš kasneje, ne, in jih seveda lahko ne rešiš, ne, ali pa rešiš tako, da vzameš moj izdelek, ne. Zdaj, absolutno se strinjam, da nekatere črkovne vrste so daleč precenjene, ne. Hvala Bogu, zatem, ko je v zadnjih nekaj letih ogromno malih butičnih založb se odprlo, so te cene padle, rečemo, na realno za naročnike, ne, vse vas. Seveda so zato tudi zaslužki založb pa type designerov padli, ampak dobro, pustimo to, ne. Mislim, predvsem gre za to, da ko uporabljaš ti recimo piratske fajle, ne, ti fajli niso nujno originalnega izvora. To so lahko zadeve, ki so iz PDF-ja ven zgenerirane in podobne stvari, ne. Kar pomeni, da v bistvu nisi nič dosegel, ne. Imaš še vedno v bistvu hendikepirano črkovno vrsto, ki ne deluje tako, kot bi mogla in spet zgubljaš čas, ne, ko oblikuješ, ker imaš neke težave, ne. Zdaj, tvoj čas, ko oblikuješ, je tako nekaj vreden, ne. Zdaj pa, če pomisliš, da si izgubil 5 ur, pa recimo imaš postavko 10 evrov, ne. 50 evrov, to je že za en res črkovne vrste, ki lahko imaš do konca življenja, ne. In pa druga stvar, nekaj pogosto, ko začnejo oblikovalci še kot študentje, ne, da vse piratske fonte damo na računalnik in pa imamo 10.000 fontov in smo najboljši, ne. Ampak realno gledano, ne, če ti veš, kako določeni tipi črkovnih vrst deluje, kako deluje sans, kako deluje takšen serif, drugačen serif in podobno, ne, ti pač se odločiš v redu, jaz bom kupil nek nabor črkovnih vrst, ki najbolj ustrezajo tehnično oblikovno temu, kaj jaz v 90% delam, boš videl, da ta prvotni znesek v letih tvoje kariere, ne, ali pa dela, se ti že zdavnaj not povrne. Pa ves čas delaš z originalnimi profesionalnimi črkovnimi vrstami, ne. Dejstvo je, da začetni vložek je velik, absolutno, ampak moraš vedno gledati na dolgi rok, ne. Plus update dobiš, točno tako, ne.
Dejstvo je, da ti, ko kupiš licenco, ne kupiš samo pravico do uporabe izdelka, ne? Ampak, kako je to rekel, tudi do stika direktno s tistim, ki je avtor. Ne? Tudi prej sem rekel, lahko neko podjetje se obrne, bi rabili razširiti. Ja, če ne kupiš licence, bo on rekel, pokaži mi licenco. Pa boš rekel, nimam, ne? Pa najprej te bo odslovil, ne? Pa možda se te bo pa še tožil. Ne? Mislim, splača se absolutno. V principu je meni vse jasno in jaz v bistvu nimam nobene piratske pisave, ampak moti me pa pač ta odnos, da v bistvu je spremljivo. Jaz moram druge oblikovalce prepričevati, da recimo, ne vem, za en projekt, da bi bilo pa vseeno dobro kupiti pisavo, pa da to ni, da je glede na velikost projekta zanemarljiv strošek. Ja, en tak hands-on namik, ne, daj licenco v predračun naročnikov in potem bo naročnik plačal to tipografijo. Odslej, ko prej jo bo tudi sam seveda uporabljal in če kup, da vem, licenco za 5 računalnikov in jih namesti on na 4, ena ostane tebe zdelati, to je taka pač. In ne verjamem, da nimaš nobene piratske, jaz imam kar nekaj. Ampak se pa držimo striktno tega pravila, da čim gre za nek projekt, ki je realiziran, takrat se ta pisava kupi. In tlej treba začeti razmišljati prosto tako, da je to del cene projekta. Ali tvoje cene, ali cene za naročnika. Tudi recimo založbe ugotavljajo vedno bolj, da temeljni problem pri prodaji je ta, da ne moreš testirati. Ker konec koncev tudi avta ne boš kupil, zato ker se ga pogleda, ga boš opeljati. Ampak problem pri filih je ta, da ko ti daš nekomu nekaj, da stestira, on mi ne duše to da na mega upload, vemo, kakšne težave trenutno. Skratka, rečemo, da na nek način potihem tudi tolerirajo založbe piratstva. Vse te velike, ki jih to toliko ne tepe. Zato, ker pač vejo, da recimo študenti, ki bodo leta in leta uporabljali določene črkovne vrste, ko bodo začeli profesionalno delati, bodo, upajmo, kupili te licence, ne pa enih drugih. Isto je pri softveru nasplošno. Žal pa neke specifične rešitve, kako to rešiti, da ti lahko nekomu daš v testiranje, pol pa od njega v vsakem primeru terjaš licenco, če te slučajno nasral, pa ni, ker niti ni pravnih vzvodov za enkrat za to, ustreznih mednarodno gledano, pa tudi tehnološko ni tega za enkrat še, žal. Ko smo ravno pri licencah, katerakoli fond birojeva črkovna vrsta, ki je uporabljena v Sloveniji, je piratizirana, ker fond biro ne dovoljuje prodajati fontov v Slovenijo, ker nimamo poštimanih avtorskih pravic, avtorskega prava. Torej, vsi interstati, vse, kar je, fond birojevega je v Sloveniji piratizirano. Mislim, vse je objavljeno na njihovi spletni strani. Tako daleč pravzaprav stvari grejo v zvezi s tem. Še kakšna goreča želja? Ker če po stanju višine vek sodom, mislim, da je čas, da se v imenu Fundacije Bruman zahvalim. Najprej za gostoljubje Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, pa seveda sodelujočim. Njim želim še naprej izključno sebičnih razlogov, še naprej precejšno količino napak, da bomo še kaj slišali in se še česa naučili, vam pa lahke sanje, če bo sporočilno ustrezno, lahko tudi v Comic Sansu, samo da bo pač licenčno odkupljen. Hvala tebi, Tomato, za odlično moderiranje in vsem ostalim udeležencem in seveda hvala Fundaciji Bruman za sodelovanje pri tem dogodku, pa vabljeni naslednjega čez 14 dni na temo Podoba identitete in še 10. maja na temo publikacije.